Pozdravljeni! Prišel je čas za naš prispevek pred kvalifikacijami. Pravkar so se zaključili drugi prosti treningi. In skupaj si bomo pogledali, kaj pravzaprav lahko pričakujemo na prihajajočih kvalifikacijah velike nagrade Azerbajdžana. Preden začnem z malce bolj podrobno analizo dogodkov iz prvega in drugega prostega treninga, si bomo vzeli nekaj minut za tehnične novosti, ki so jih razne ekipe predstavile tu v Bakuju. Ne gre za revolucionarne spremembe, a pokažejo nam lahko marsikaj. O različni kategoriji proge sem že govoril v uvodnem prispevku, čeprav je ulična dirka, ta v Bakuju zahteva čisto drugačno aerodinamično podobo od tiste, ki smo jo videli v Monaku. Pa poglejmo si samo kot tistega možnega profila na zadnjem stabilizatorju v Bakuju. In seveda, zraven bom dodal tisto montažo, ki sem jo pripravil za prejšnjo dirko, veliko nagrado Monaka. Videli ste lahko različni kot pri Red Bullu in Ferrari, če se dobro spomnite, imel še malo višjega. A pri Red Bullu v iskanju čim nižjega zračnega upora so pokazali nov glavni profil na zadnjem stabilizatorju. Kot vidite, zanimiva konkavna oblika. A to je trend, kateremu niso sledile vse ekipe. Zato bodite pozorni, kje ga vidite in kje ne. A prav na zadnjem profilu neka novost. Pri FIA so začeli meriti, koliko se upogiba celoten zadnji profil. Kot lahko opazimo na tej fotografiji bolida Aston Martin AMR 21, so nalepili tiste točke, katere bodo opazovali skozi nazaj postavljeno kamero in tako izračunali, koliko se ugiba celoten profil. A te merilne točke se nahajajo praktično na vseh bolidih. In tu v Azerbajdžanu lahko vidimo spremembe tudi na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Rad bi podčrtal tiste novosti pri skuderiji Ferrari in bolidu SF21. Kolikor pogledamo tisti zgornji pomožni profil, bomo videli, da je spodrezan. Krajši je od tistega, ki smo ga videli na primer v Monaku. Zopet rešitev za to progo, ki ne zahteva visoke količine aerodinamičnega oprijema, in s to spremembo so tudi zmanjšali zračni upor. A preden se spustimo na dogajanje na prvem in drugem prostem treningu, zopet zanimivost. Tako pri ekipah, ki uporabljajo pogonski sklop Mercedes, kot tistih, ki uporabljajo pogonski sklop Ferrari, smo videli verjetno predvidene menjave elementov. Seveda ne gre za prekoračitev tistega dovoljenega števila, a zanimivost, kako so tako pri Mercedesu kot pri Ferrariju prvo množično menjavo načrtovali skupaj prav tu. A pojdimo sedaj na tisto, kar je pomembno, predvsem v luči kvalifikacij. Videli smo tako na prvem kot na drugem prostem treningu, da so bili pri Red Bullu in Ferrariju pred vsemi ostalimi. Čeprav smo lahko zasledili v raznih virih, da pri Ferrariju niso bili taki optimisti. A treba je biti previden, namreč časi prvega in predvsem drugega prostega treninga še niso bili oni pravi. Govorimo približno 2,5 sekundi, 3 sekunde nad tistim, kar bi lahko pričakovali. Mercedes tu ni v prednosti. In zanimivo je, kako slabi so bili predvsem na drugem prostem treningu. A lahko so se malček skrivali. Tu pride vsak kilogram goriva še toliko bolj do izraza, kolikor se hoče zakriti,
kako podrobnost. Namreč na tako dolgi in hitri progi se teža pozna. In lahko bomo videli na samih kvalifikacijah, da se bo Mercedes približal, a še zmeraj trdim, da pri Red Bullu in pogojno pri Ferrariju so najbolj konkurenčni. A tisto, kar nas mora bolj skrbeti, je strategija ter pnevmatike. O tem bolj podrobno v jutrišnjem prispevku, ko se bomo ukvarjali s tistimi možnimi strategijami. A vseeno začele so se pojavljati razne težave, predvsem na zadnjem paru pnevmatik. Zavedati se moramo, da so tu se mešanice premaknile z stopnjo navzdol proti tisti mehkejši strani, to se pravi imamo C5, C4 pa C3 in pnevmatika C4 pri temperaturi asfalta nad 50 stopinj kaže tiste znake, da morda bo lahko povzročila težave. Videli bomo na sami dirki, a treba je biti previden tudi na take podrobnosti. Predvsem Charles Leclerc se je kar pogosto pritoževal nad stanjem njegovih pnevmatik. Čeprav je bil Charles Leclerc tisti, ki je svoj čas na samem delu drugega prostega treninga stavil na tisti srednji mešanici. Videli bomo, kaj nas čaka, strategija z enim ali dvema postankoma. Vsekakor je Red Bull tisti v prednosti, a Mercedesa ne bi odpisal, čeprav se morajo braniti. In seveda, to je tisto, kar zna poživeti celotno svetovno prvenstvo Formule 1. Pri Red Bullu praktično morajo izkoristiti to dirko in tisti prihajajoči za veliko nagrado Štajerske in Avstrije. Na to bo lahko se razvnel pravi boj in zmagal bo tisti na koncu, po mojem mnenju, ki bo storil predvsem najmanj napak. A zato imamo še kar nekaj časa. Za enkrat, za prispevek pred kvalifikacijami je to seveda vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.